Lepo pozdravljeni, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, udeleženci današnje konference COBISS. Danes imam veliko čast, da vam med prvimi govorci posvetim nekoliko besed na temo IFLInih standardov, ki za knjižnice in knjižničarstvo v celoti veliko pomenijo. IFLIni standardi so ena velika skupina tem, Kar pa so moja profesionalna leta povezana z bibliografskimi informacijami, bom to široko skupino standardov zožala na bibliografske standarde. In predvsem pa bom poudarila pomen Unimarka, s katerim se tako kot IZUM ukvarjamo že vrsto let. Unimark je referenčni standard za naš Comarch, IZUM že več let neformalno gosti program Unimark in dejansko nesebično podpira delo stalnega odbora za Unimark. Če na začetku odgovorimo na prvo zelo pomembno vprašanje, zakaj potrebujemo IFLIne standarde? IFLIni standardi so mednarodno merilo izvrstnosti v bibliotekarstvu in informacijskih vedah. Omogočajo nam usklajen, dogovorjen in dokumentiran način dela. Standardi nam pomagajo povečati zanesljivost in učinkovitost številnih servisov in številnih storitev, ki jih v knjižnicah razvijamo in uporabljamo. IFLIni standardi so rezultat skupnega dela strokovnjakov z določenega področja, ki se odvijajo v mednarodnem prostoru, ampak ob svojemu nastajanju zagotavljajo soglasje praks iz različnih lokalnih okoljih, iz katerih dejansko prihajajo ljudje, ki se z standardmi ukvarjajo. Vsi ti standardi težijo glavnemu cilju IFLE, ustvarjanju mogočnega in enotnega knjižničarskega prostora, v katerem dejansko vsaka lokalna skupnost izraža svoj lokalni interes in hkrati obstaja povezana z drugimi skupnostmi. Pri mednarodnih standardih, kot so IFLIni standardi, so veliko bolj pomembni kot pri nacionalnih standardih priprava smernic in priprava načel. Te smernice in načela dejansko vodijo v lokalnih skupnostih k dobri praksi, ki jih bolj tudi standardizujemo na nivoju nacionalnih standardov. V tako povezanem svetu, v kateremu danes živimo, pa dejansko dejansko svetovalni komitej za standarde IFLE ne deluje sam, deluje samostalno, ampak ne deluje sam, deluje v povezavi z ostalimi svetovno znanimi organizacijami z področja standarda, kot so Mednarodna organizacija za standarde, Evropska komisija za standarde, agencije za mednarodne standardne številke za knjige, serijske publikacije in številne druge agencije, ki jih poznamo. Kadar govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na standarde, je na prvem mestu dinamika časa. V klasičnih družbenih teorijah se je veliko pozornosti posvečalo dinamiki družbenih organizacij. Po kratkem preusmerjanju pozornosti na strukturo se pozornost sodobne družbene teorije vrača na dinamiko. Gre za knjižničarstvo in za razvoj standardov zelo pomembno, standardi delujejo v družbenem okolju in ne izolirano. Standardi, čeprav so usmerjeni na strukturo, se pod vplivom družbene dinamike intenzivno spreminjajo ter definirajo svoje stare strukture ali ustvarjajo nove.
Če govorimo o odnosu tehnologije in standardov, je zadeva zelo jasna. Če kaj vpliva na standarde, pa je tehnologija. Če se kaj hitro spreminja, je to tehnologija. Je neko splošno merilo, da standarde preverjamo vsakih 10 let. Marsikdaj nas tehnologija dejansko prisili, da revizijo standardov opravimo že dosti prej. Na standarde tudi vplivajo lokalni dejavniki iz samih knjižnic, kot so opremljenost knjižnice, kot so znanje, kot so finance. No, če se malo usmerimo na znanje, govorimo dejansko o znanju, knjižničarskem znanju, tistih ljudi, ki se ukvarjajo ki v IFLI delujejo in ustvarjajo standarde, pa tudi z znanjem posameznikov v knjižnicah, ki standarde uporabljajo in implementirajo. Če je kaj pravzaprav značilno za standarde, je beseda trajnost. Standardi bi naj poskrbeli za trajnost. Trajnosti ni brez ustreznega financiranja. Verjetno vam mnogi med vami, ki vodite knjižnice, lahko povejo, koliko je pomembno financiranje, pa tudi direktor IZUM-a vam lahko pove, da verjetno COBISS-a ne bi bilo 30 let, če se IZUM ne bi poskrbel za trajnostno financiranje. Če lahko uporabim besede Renate Berns, ki je v prejšnjem mandatu bila vodja komisije za katalogizacijo, uporabniki standardov so skupnosti, ki težijo k rezultatom, ki jih želijo trajno ohraniti. Torej, implementacija standarda, če ne morete ohraniti, dejansko nima smisla. No, povejmo nekaj besed prav o tistih skupinih bibliografskih standardov. Univerzalna bibliografska kontrola je v 70. letih prejšnjega stoletja nastala kot strateški program in akcijski načrt za pripravo splošnega svetovnega sistema kontrole in izmenjave bibliografskih informacij. Prav ta program univerzalne bibliografske kontrole je v tem času dal izjemni zamah razvoju knjižničnih standardov, predvsem bibliografskih standardov, in kar je pravzaprav bil namenjen vzpostavljanju nacionalnih bibliografskih agencij, ki so imele nalogo pripraviti univerzalne bibliografske podatke, ki jih pošiljamo zainteresiranim knjižnicam in ostalim, ki so bili zainteresirani za bibliografske podatke, kot univerzalne, take kot so, direktno namenjeni uporabi. No, pa spet ta tehnološki premak v 90. letih je spet postavil nove izzive v svet bibliografskih standardov. Pred idejo univerzalnosti bibliografskih podatkov se je začela postavljati ideja lokalnih posebnosti. Zakaj ne? Zakaj lokalne posebnosti za nas niso pomembne? Tudi smo se začeli zavedati, da lahko izmenjujemo informacije in ne bibliografske zapise. Smo svojo pozornost usmerili na enotne identifikatorje posameznih informacij, kot so naslovi, kot so osebe, imena oseb, kot so naslovi glasbenih del in ostalih enotnih identifikatorjev posameznih informacij in ne samo bibliografskih zapisov. Načelo univerzalne kvalitete je bilo nadomeščeno
z načelom dodatne vrednosti, s katerim se informacije bogatijo. Tako klasični primer takšnega programa je VIAF, kjer vi vidite bogatstvo informacij iz različnih lokalnih okoljih, ki pravzaprav naš pogled v podatke o delu, o osebi, o različnih identitetah preusmerjajo z enega samega podatka na dejansko množico različnih pogledov na te podatke. Torej, bibliografski standardi so ostali brez svojega koordinacijskega programa, akcijskega programa in brez pravzaprav nekega okvirja, v katerem se lahko bibliografski standardi usklajujejo. Dejansko danes govorimo o ekosistemu bibliografskih standardov. Ekosistem že v besedi ima besedo, del besede sistem, kar pomeni, ekosistem je možnost usklajevanja standardov. Beseda ekosistem že dlje časa presega svojo osnovno definicijo iz biologije. V splošni rabi besedo zasledimo v pomenu kompleksne mreže ali povezanih sistemov. In dejansko je to ekosistem bibliografskih podatkov. To shemo je pri kolegi Gordonu Densiro, katerega predavanje bomo v kratkem tudi čuli, je dejansko Komisija za standarde IFLE izposodila kot neko vzorčno shemo za razvoj sistema, ki je v nastajanju in ki pomeni koordinacijo dela in sinhroni razvoj in bi naj poskrbel za sinhroni razvoj bibliografskih standardov. V prispevku Gordona Denserja boste prebrali, da se beseda ekosistem nanaša na celotni sklop bibliografskih standardov, ki podpirajo bibliografske informacije, vse od njegovega modela do načina prezentacije. Po razlagi samega avtorja, vsak paket metapodatkov, ki je namenjen nadaljnji uporabi, potrebuje orodje, ki omogočajo razumevanje strukture paketa, obliko kodiranja strukture in njene vsebine ter navodila za oblikovanje vsebine metapodatkov. Vsi mi delamo na tem. Naloga Komisije za standarde je sinhronizirati, koordinirati naše dejavnosti. Če na kratko predstavim, katere standarde razvijamo v okviru IFLE in katere skupine se s tem ukvarjajo, bi začela z skupino za revizijo bibliografskega konceptualnega modela, ki je zadolžena za nadaljnji razvoj modela IFLA-LRM. Če se o čem zadnjih let govori, se govori o modelu IFLA-LRM. Modeli sami po sebi dejansko niso standardi, ampak ker je ta model toliko vpliva na vse ostale bibliografske standarde, ga tudi obravnavamo v okviru Komisije za standarde. Nadalje je tu delovna skupina z LRMOO, ki je pravzaprav skupina, ki skupaj z Komisijo za dokumentacijo Mednarodnega sveta muzejev razvija nek model, ki je relativno podoben modelu IFLA-LRM, ampak velja za muzeološke vede in za skupnost muzejev. Naprej pa, tu je tudi, ker se ne smemo obračati, mi je
To je tudi delovna skupina za revizijo ISBD-ja, ki se pravzaprav, katere dejavnosti se odvija v dveh podskupinah, podskupino za revizijo združene izdaje ISBD-ja ter podskupina za pripravo standarda ISBD za pojavne oblike. Naprej je tu Komisija za katalogizacijo, ki na svojem seznamu ima veliko standardov, seznam anonimnih klasikov, izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih, ki so, da mimogrede pomenim, trenutno v fazi revizije. Revizija se je začela z idejo usklajevanja z IFLA-LRM, danes pa se veliko bolj razmišlja o nekoliko bolj temeljiti reviziji osnovnih principov, ker pravzaprav LRM je prinesel precejšnjo revolucijo na področje bibliografskih informacij. Bolj je to večjezikovni standard, ki je tudi v fazi revizije, namreč novi pojmi prihajajo, tako kot prihaja nov model bibliografskih podatkov, prihaja kup novih pojmov, katerih so definicije zajete v tem večjezikovnem slovarju. Potem Komisija za standarde skrbi za standard PRESO OO, ki je pravzaprav spet LRM model, dokument podoben LRM modelu, ki je predvsem usmerjen na serijske vire. Pa še jasno, med standardi je Komisija za stalni odbor za UNIMARC, ki pa se pravzaprav trajno ukvarja z revizijo UNIMARC formata za bibliografske podatke in UNIMARC formata za normativne podatke. Vse ostale standarde smo malo pustili stran, ker pač novi model dejansko zahteva zelo, zelo intenzivno prilagajanje UNIMARC-a novim standardom. In na koncu še pomenimo delovanje skupine LIDATEK. Je to tehnični odbor, ki dejansko skrbi za vzdrževanje imenskega prostora IFLA, torej večina standardov, ki jih IFLA podpira, se izražajo kot imenski prostori, ker namen teh standardov je njihova ponovna uporaba in to je eno od teh demokratičnih konceptov IFLE, odprto znanje, odprt dostop, ponovna uporaba bibliografskih informacij in tako naprej. Kako pa se IFLA usklajuje z ostalimi standardi? Če pogledate zgornjo linijo tega časovnega diagrama, boste dejansko opazili, da se do leta 2012 UNIMARC usklajeval samo z ISBD-jem. Torej, fina harmonija med standardom za vsebino in standardom za beleženje bibliografskih podatkov. Ampak idila je prekinjena. Leta 2012 smo začeli komplicirati. Se je UNIMARC začel usklajevati z FRBR modelom, torej tistim predhodnikom našega sedanjega IFLA-LRM modela, ki je pravzaprav precej premaknijo in posodobijo koncept gledanja v UNIMARC-u, je pa dejansko UNIMARC prisilijo
da nekako zapusti udobje te fine harmonizacije med enim standardom in enim formatom. V letu 2019 pa se ta harmonizacija z novim bibliografskim modelom nadaljuje skozi program harmonizacije z IFLA-LRM modelom in pa predvsem, ker pač IFLA-LRM model na prostoru atributov dejansko skrbi za osnovne atribute entitetov, se je Unimark usklajeval tudi z RDA, ki ponuja več elementov za opis posameznih entitetah. V naslednjem letu, kot vidite, nas čaka usklajevanje Unimarka z ISBD-jem za pojavne oblike. Je ta standard nekako gre proti koncu in na to pa sledi usklajevanje Unimarka z standardom za vsebino. Ko smo rekli, IFLA je zapustila prostor udobja. IFLA danes Unimark je zapustil prostor udobja. Unimark danes skrbi za dva različna modela bibliografskih informacij in dela z bibliografskimi informacijami. Unimark še naprej podpira tradicionalno katalogizacijo. Ko govorimo o tradicionalni katalogizaciji, dejansko govorimo o bibliografskem zapisu, ki je v določenih elementih, svojih elementih, ki jim nekako rečemo pristopne točke ali točke za pristop, povezan z normativnimi zapisi, ki poskrbijo za kontroliran vnos podatkov, torej tisto, kar želimo, do česa želimo pristopati, želimo vedeti, v kateri obliki je podatek not vpisan. In zato skrbijo normativni podatki. Normativni podatki skrbijo tudi za natančno identifikacijo teh enotnih formah in usklajevanje vseh ostalih formah, ki šire kontekst informacije bibliografskih podatkov. Ampak te povezave in te relacije, torej bibliografski zapis z pripadajočimi normativnimi zapisi, je pravzaprav način, kako Unimark podpira tradicionalno katalogizacijo. Pa, da zadeva ne bi bila preveč enostavna, Unimark si prizadeva, da postane standard tudi za delo z entitetami. In dejansko je. Unimark lahko uporabljamo, če fokus našega dela z bibliografskimi informacijami premaknemo z bibliografskega zapisa na entitete, ki so elementi bibliografskih informacij. Če lahko na kratko predstavim za entiteto delo, da bi zaradi časa, ki ga nimamo več dosti, nekako bolj hitro šla skozi, kaj pomeni entitetno delo in kako se je format Unimark za normativne zapise tem prilagodil. Glavni element dela z entiteto delo je vzpostaviti naslov dela. Naslov dela je ta element, ki ga jemljemo ali med enotnimi naslovi ali med, da zdaj katalogizacijsko ne gnjavim, torej vzpostavimo naslov dela in ga povežemo z entitetom, ki mu rečemo agent, torej ta oseba ali ta korporacija ali ta družina, ki je v relaciji, v odnosu do dela. Ko izberemo ustreznega agenta, ustrezno vzpostavimo relacijo in na ta način dejansko naredimo
ta osnovni temeljni del opisa entitete dela, ne. Nato pa sledijo dejansko delo z atributi. Pri delu z atributi dela, tako kot izrazne oblike, tako kot agentov in tako naprej, se Unimark za normativne zapise dosti več usklajeval z pravilniki, kot so RDA, kot so drugi nacionalni pravilniki tega tipa, ki dejansko utelešajo model LRM, ker pa sam model LRM atribute obravnava kot neobvezne elemente in v modelu so zelo v ozkem obsegu opisane. Medtem ko RDA in ostali pravilniki bolj detaljno opisujejo atribute posameznih entitet in za tiste atribute vzpostavljajo geslovnike, ki pa so naslednji element, ki premika delo Unimarka na drugo stran, ne. Tako da smo v Unimark dejansko harmonizirali, dejansko smo se pri razvoju Unimarka za normativne podatke usklajevali tako z modelom, kot pa z vsemi temi standardi, ki ta model utelešajo prav zaradi atributov in zaradi terminologije, ki prinaša poimenovanje teh atributov. Podobno delo opravljamo, ne, ko se ukvarjamo z entiteto izrazne oblike, gre za nekoliko druge relacije, ki se postavljajo med agenti in delom, gre za to enotno identifikacijo dela, katerega je izrazna oblika. Če pa govorimo o agentih v neki naslednji skupini entitetov, je dejansko Unimark že časom dejansko vnašal v širijo svoj na atribute, ki so namenjeni opisu tistih elementov. Ker pa več nimam časa, ne. Bom pa, koliko imam? Nič več gotovo, dobro. No, bomo se samo na zelo, zelo kratek način poslovili, in sicer tako, da vam povem, kaj se dogaja oziroma kako pa vidimo nadaljnji razvoj Unimarka. Unimark očitno še potrebujemo. IFLA vidi, da ga potrebujemo, bibliotečni sistemi ga uporabljajo, torej on tu živi. Da bi Unimark še naprej živel, ga je treba vse celi čas posodabljati in celi čas dejansko nekako usklajevati in modernizirati. In prav to v stalnem komiteju za Unimark počnemo.